hvala, da smo mi povabili na počitnice. Pri tebi se vedno kaj zanimivega dogaja. Ja, seveda. Jo, veš kaj, čisto sem zasuta z obveznostmi, moram delati sceno za naš oratorij. Kak laboratorij? Oratorij! Se veš, to je ta teden, ko se z animatorji dobimo na župnišču in delamo tak super program za otroke. A ja, se res, pri nas pa ni tega. Čak, kakšna je letošnja tema? A niso bili lani neki levi ali neki, kaj vem, da te je zanimalo, kaj bi si jih razposodila za bolj pristno? Ja, to si se pa dobro zapomnila. Prejšnjo leto je bil glavni lik svetopisanski prerok Daniel, letos pa je glavni lik Lojze Grozde. Kdo pa je Lojze Grozde? Veš, to je pa en slovenski mladenič, ki... Veš kaj, zakaj bi ti pa povedala, če pa lahko skupaj preberemo njegovo zgodbo. Itak imam tale moratorijski priročnik s sabo in moram prebrati vse o Lojzetu, zato da bom lahko naredila sceno za damsko igrico. No, če boš rabila pomoč za sceno, ti z veseljem pomagam, ker se sliši zabavno, pa še rada ustvarjam. No, pomoč vedno prav pride. No, da vidim, kje se začne zgodba. Ok. Lojze Grozde se je rodil 27. maja leta 1923 blizu Tržišča kot nezakonski otrok. Ej, v Tržišču imam sorodnike, kjer na ključje? A res? Ja, mogoče bo pa na koncu zgodbe ugotovili, da sta kje v sorodu. Sam res. Ok, lahko nadaljujem? Ja, itak, sorry. Torej, Lojze Grozde, on ni imel lahkega otroštva. Ko je bil star 4 leta, se je moral preseliti k teti Ivanki in vse, kar si je želel, je bilo, da bi se spet vrnil k mami. Še čisto malo pa mi bo uspelo. Lojze, si to ti? Ja. Kaj pa delaš po noč po konc? Ja no, se vidiš, živino grem past. Ne laži, sramaj te bo. Oprosti, teta, hotel sem samo... Hotel si kaj, se izmuzniti iz hiše? Ja, k mami grem. Ne. Ja pa lahko, pač pot bom najdel tudi v temi. Ne, Lojze, veš, da te tam ne marajo. Sploh pa ta nov mož od tvoje mami. Saj veš, da so te na poroki zaprli v hlev, ker niso hoteli, da si na skupinskih fotografijah. Saj vem, ampak bom priden, obljubim, pomagal bom v gozdu, na travniku, na pašniku, vse, kjer bo treba. Ne, Lojze, saj veš, da nisi zaželjen. Prosim, teta Ivanka, pusti me k mami. Ne spustim te, sploh pa ne v temi, saj se boš zgubil. Ne, k mami hočem zdaj. Ne, ne spustim te, Lojze, pridi nazaj v hišo. Prosim vas, teta Ivanka, pustite me k mami, prosim vas. Lojze, bova še drugič, ko se bo zdanilo. Ne, pri mami hočem biti sedaj. Lojze, pridi, greva. To je bilo pa kar hudo. Ja, sploh si ne predstavljam, kako se je mogel Lojze počutiti. Veš, v življenju in v času naših dedkov in babic je bilo življenje za nezakonske otroke precej težko. Ljudje so se jih pogosto sramovali in čeprav oni niso bili nič krivi. Še dobro, da se je zdaj to spremenilo. Ja, res. A lahko nadaljujem zgodbo? Ok. Lojze Grozde je moral zaradi revščine veliko časa pasti živino, delati na njivi, na travniku in v gozdu. V tistem času je prav zaradi revščine med kmeti veljalo prepričanje, da je šola le za bogate, za ostale pa izguba časa. Kljub temu pa je Lojze z veseljem hodil v šolo. Do 8. leta je obiskoval šolo v Tržišču, nato pa je do 12. leta hodil v osnovno šolo na Studencu. Dobro jutro, stari ata. So pa zgoden, Lojze, pa se ura je šele 4. Kam pa misliš jet? Živino grem past. In potem gremo v šolo, da ne bom slučajno zamudil. A nisi malo zgoden za šolo? Ja, kot sem rekel, tako zgodaj sem ostal, da grem lahko napast kravo, potem pa gremo v šolo. No, nasvidenje. Pa vzem še kakšno luč s sabo, zunaj je še zelo temen, da ne boš v kakšno grad popadel. A, res se priden ta naš Lojze. Tale rožen venc bom pa zmolil za mojega Lojzeta, da bo vedno v življenju ostal dobrega srca. Liška, kje si, no? Treba bo domov, da ne bom slučajno zaradi tebe zamudil v šolo, no? Liška, kje si? Pridi, no. Lej, Franc, glej Jožeta,
ki se sam s sabo pogovarja. Lojze, to Lojze, ne? Kje sta sošolca? A greste v šolo? Ja, seveda. Čak, kaj pa ti Lojze, danes ne priješ na pouk? Ne, saj grem. Samo kravo sem prišel napast, potem jo peljem k teti in potem priletim v šolo. Ja, pa kaj boš ti hodil v šolo? Pankrci, iz teba nikoli nič ne bo. Kdo si ti meni, da boš govoril, da z mene bo nič? Rad imam šolo! Lojze, ej, pazi, ne bodi kot on, no. Kad na koncu bodo samo oba kaznovana. Prav, ampak samo zato, ker nočem zamuditi v šolo. Jože, no, kaj moraš skozi izzivati, no? Če pejva, Fauci. Ja, kar bežita, pejta! Liška, kje si zdaj, no? Preži, Liška, gremo. Evo, samo privežem te, ti pa pojedi še malo trave, da boš dala še več mleka. No, lepo, da ste že zgodaj nazaj prišli. No, da vidimo, kako nam bo danes kaj mleka dava. Tako, svoje dolžnosti sem opravil, zdaj pa grem še jaz v šolo. Lojze, se je kaj zgodil, da si na repen kot ožen rak? Pa ja, danes na paši sem srečal dva sošolca in eno dnevo mi je rekel, da sem pankrt in da iz mene nikoli nič ne bo. Kdo ti to rekel? En sošolec, ata, kaj sploh je pankrt? Lojze, teh besed si ne imati k srcu. Pankrt je žaljiva beseda za otroke neporočenih staršev. To ni lepa beseda in ti zaničuje vrednost, ki imaš kot ljubljen božji otrok. Verjetno so ti sošolci sam ljubosumen, da si bolj od njih poročen. Ampak, pa saj jaz sem drugačen. Ne živim z mamo, oče pa z mano noče imeti nič. Ja, res je, to ni pravičen, ampak vseeno ne smeš iskati vrednost pod ljudeh, saj smo vsi grešniki, ki ponad ne znamo gledati tako, kot Bog nas gleda. Ne razumem. To so težke stvari za tako mladega fanta, kot si ti, Lojze. Važno je, da razumeš, da čisto vsak človek, pa ni važno kje ali kako je rojen, ali iz kakšne družine izhaja, čisto vsak ima enako dostojanstvo in je vreden spoštovanja. Ja, ata, hvala, dobro ste to povedali. To si bom skušal zapomniti. Zdaj pa pojdi v šolo, pa pokaži tem svojim sošolcem, da se enak sposoben kot oni in ne pozabi. Vrednost pa dostojanstvo sta vsako podarjena od Boga, zato ti tega noben ne more odvzeti. V redu, grem, nasvidenje. Lojze, knjige si pozabil. Ta mladina. Krava bi ignorirala, pa bit bi bil klele. Lojze bi se pa kar kmalu moral vrniti iz šole, kaj ne? Mogu bi, sam mogoče ima še kakšna dodatna ura. Ah, ta šola pa njemu res veliko pomeni. Dober dan, doma sem. Dober večer. No, kako je pa šola, dva kaj? Ja, super. Sicer sem pogruntal, da sem doma pozabil knjige, ampak sem si probal vse zapomniti na pamet. Kdo pa bi lahko bil ob taki uri? Dober dan, gospa učiteljica, kar usedite se. Hvala, ste bilo za tebe skrbniki? Tako malo sem se zapletla. Bo v redu? Ja, smem ponuditi kak kozarček. Ja, prosim. Lojze, kaj smo tu špiču, da je mogla učiteljica prijeti na dom?
A vidiš, ker smo knjige pozabil? O ne, gospod, prav nasprotno. Lojze ni storil nič. Prišla sem, da bi vas prosila, da ga pošljete naprej v šole. Naprej v šole? Ja, v gimnazijo v Ljubljano. Škoda bi bilo, da bi tako sposoben fant kot Novan postal tu. Sposoben je velikih reči. Šola košta, denarja pa mi nimamo. Gospod, sem si prav zapomnila, da ste se ravno kar vrnili iz težkega dela v Ameriki. Gotovo ste zelo razgledan človek, ki je veliko videl in doživel. Gotovo se strinjate z mano, da šola mladim najboljše upanje za boljšo prihodnost. Vse to je res, sam bom mogel praviti sprejemne izpite, pa njih bom mogel bivati. Poleti grem delati kot gospodinja k bogati družini v Ljubljani. Morda si bom pa tako pridobila kakšna spoznanstva in uredila Lojzetu stanovanje. No, vidite, kako se vse poklopi. Hvala, ne bom vas več motila. Hvala. Lojze, se vidimo jutri v šoli. Ja, gospod profesor, hvala, gospod profesor. Hvala vama, hvala. Sedaj pa pejta po drva. Ne bodo se sama prinesla iz hoste do peči. Dobri Bog, če mu je res namenjeno, naj se najdejo tudi dobri ljudje, ki mu bojo pomagali z denarjem. Ja, očitno je bil pa ta Lojze kar pameten, da se je učitelj tako zavzel za njega. Ja, res. Včasih so pa res drugače živeli. Nam je pa šola zdaj kdaj prava muka, a ne? Jaz mislim, da smo mi najbolj pogrešali učitelje, pa sošolce, pa prijatelje med karanteno. Ja, to pa res. Sploh se nismo smeli družiti med sabo. Jaz sem res takrat bolj cenila šolo in mislim, da tudi vsi ostali. Pa zdaj sem tudi spoznala, kako je šele Lojze cenil šolo. Veš, kaj sem se spomnila? Od tehnike mi je ostalo še nekaj kartona pa materijala, ki bi ga lahko za sceno uporabljali. Okej, ja pa kar pejva. Saj meni je pa še nekaj materijala, pa blaga za kostume ostalo, čevalnega krožka. Okej. Kaj pa zdaj? Anja, kaj pa je? Zakaj jokaš? Pa se boš ti tudi začela. Le kaj se je zgodilo z najino sceno, ko so včeraj delale? Daš jo oči zaliv. Ti to resno. Sploh ne vem, kaj naj zdaj. Nobene volje nimam. Ne vem, a ne začnemo vse še enkrat od začetka, a ne raj za drugi dan začneva delati sceno. Ne vem. Jaz tudi ne vem. Veš kaj? Po mojem bi bilo najboljše, da prebereva zgodbo za drugi dan, pa je pol videla, kaj rabi narediti. Bom danes jaz prebrala, prav? Okej, hvala. Lojze Grozde je pri 12 letih od mame dobil hlebec kruha, nato pa je šel sam v Sevnico in stopil na vlak za Ljubljano. V velikem mestu je izgubljeno taval, ko ga je opazil stražnik in mu pomagal najti hišo, v kateri je kot gospodinja delala njegova teta Ivanka. Gospa Pogačar, pri kateri je služila teta, je za Lojzeta našla dobrotnike, ki so mu plačevali stroške za šolanje in bivanje v Marjanišču. Tako je lahko obiskoval klasično gimnazijo. Med sošolci so bili fantje z različnih nazorov. Lojze je kmalu ugotovil, da bo moral odločno stati za svojimi vrednotami in se boriti za dobro. Tu v mestu pusto je, ker cvetja tu ni, ker petja tu ni. Pač cvetje tu je. Le meni se zdi, da v mestu ga ni, ker tu je mi je. Au! Mar ne vidite, dokje je igrišče? Oprosti, Lojze, ni bilo za nalašč. Moja Vincenci, kar zase govor. Jaz sem za nalašč cilju tega hribuca. Saj to je edina igra žogo, ki jo on pozna, kako biti tarča. Pazi, Janez, da mi ne bo treba pokazati, kaj smo se igrali na vasi. Kaj ste se pa igrali, rodej? Kako skakati v kravji drek? Ti bo še pokazal, kaj smo se igrali. Takole smo se igrali. Na pomoč! Ti je všeč? Na pomoč! Ti je všeč? Na pomoč! Kaj se ti dogaja? Zakaj tako pitje? Gospod ravnatelj, Lojze me je podaril na tla in me premlatil.
Ampak, gospod ravnatelj, ne poznate celotne zgodbe. Janez je Lojzeta... Tišina, vidva, vsak svojo sobo. Lojze, ti pa stani tukaj. S tabo se bom pogovoril. Pridi, greva v mojo pisarno. Vsi učitelji in vzgojitelji vemo, Lojze, da si zelo pameten. O, hvala, gospod. Ja, no pa mi vseeno povej, kaj pa se je sploh zgodilo? Janez me je izzival, samo vrnil sem mu, zaslužil si je, res. No. Poslušaj me, Lojze. Trenutno si v življenju na točki, ko se moraš odločiti, ali boš ostal povprečen študent, sicer pameten, a nič boljši od ostalih, ali pa boš iskal višje ideale, kot na primer odpuščanje nasprotnikom. Ja, povprečen pa res ne mislim biti. Ja, sej, res bi bilo škoda, da bi se tak biser razgubil v povprečju. Ampak, kaj pa lahko naredim, da se bom izboljšal? Poglej. Ločiti se moraš od starega človeka, od starega Lojzeta, ki želi le človeško pravičnost. Ločiti se moraš, da te v življenju vodi Jezus, ne pa pravica, ki jo pozna človek. Pri tem bi ti morda lahko pomagal stalni spovednik. Aha, okej, v redu. Našel bom stalnega spovednika, se pravi, mi bo pomagal zrasti v veri in postati boljši človek. Super. V življenju moraš biti odločen, Lojze. Tako da, če si izbral stalnega spovednika, tega ne opusti. Ne bom. Hvala, gospod ravnatelj, za dober Pa nasvidenje. Nasvidenje. Sem mislil, da sem sam na sredi teh valov, na sredi teh vetrov in nisem vedel kam. In vendar ti si bil, mogočni moj gospod, z menoj prav vse posod. Ker jaz sem boje bil, podal si mi roko, me dvignil iz nizkosti, pokazal pot h kreposti, pokazal pot v nebo. In kaj pol? Kaj se je pol zgodil? A se je Lojze res spremenil? Ja, se to ti povem. Čakaj, samo da najdem. Aha, okej. Ja, Lojze se od takrat dalje vsak dan znova trudil, da bi postal boljši. Ni mu vedno tako uspelo, a v svojem prizadevanju je bil zelo odločen. Nekoč se je ponovno razjezil na sošolca, ki ga je zaprkaval in mu vrgel zaprt žepni nož v glavo. To pa ni bilo glih svetniško dejanje. Ne, res ni bilo. To pa zato, ker je bilo zapodoba nama in vsem mladim. Ni še rodil popoln, ampak po vsaki napaki se je trudil, da bi postal čim boljši. Ja, pa sej se je res težko vsak dan znova odločiti, da bomo boljši. Sploh takrat, kaj narobe naredimo. Jaz mislim, da mi tako čist prekito kupamo. Sam kako pa njemu to rata? Ja, to pa tukaj piše, lej. Lahko noč, Lojze. Lahko noč, Vincenci, se vidimo zjutraj. Cin. Dobro jutro, Vincenci. Vstati bo treba, zvonec je že zvonil. Dajmo no, vstani, zamudil bo še šolo. Samo še 5 minut, mami. No prav, lej. Če hočeš Naj bo zvonec zamuditi, še enkrat zazvonil. če hočeš zamuditi, zamudim. Ampak povem, da če zamudiš že ta prvi dan v šolo, bo še imel cel dan slab. A ja, no, saj že grem. No, pejt, no. Lojze! Kako ledeno vodo imaš? A ni super? To sem zdaj na novo začel. Zdi se mi, da ni dobra le za zdravje, ampak tudi krepi vero. A ne čutiš, kako svežilno je? Čutim, kako bom zbolel in dobil pljučnico in umrl. To čutim, Lojze. Dej, ne paničari tako, no. Ni tako hudo. Paničarim, jaz, tako domišljav si, da misliš, da si boljši od vseh ostalih.
Kva? A res? Se ti zdi, da sem domišljal? Pa zdaj nisem tako mislil, samo malo jezen sem bil. Ne, saj jaz sem pa hvaležen. Veš kaj, od zdaj naprej, prosim, če mi poveš zmeraj, ko se ti zdi, da imam kakšno napako ali kaj delam narobe. Lojze, ti si pa res načelen. Pač vem, da imam veliko napak in da jih moram probati izboljšati. In z vero v Jezusa vem, da se jih bom začel zavedati in mi bo pomagal pri tem. Glej samo, da ne boš zaradi teh svojih načel umrl, Lojze. Kaj je s tabo? Seveda ne bom. Pridi, zdaj pa res moramo v šolo, da ne bomo zamudili. Prav, no. No, sam poglej to Lojzetovo odločnost. In to že na vse zgodi zjutraj. Ja, res. Mama pade malo dežja na sceno, pa že mislijo, da je vsega konec. Torej, akcija. Greva še enkrat narediti sceno od začetka, ampak tokrat jo bo sprava pod streho. Okay. Ej, Anja, kaj misliš, da bo ta dan najtežje pozoriti? Mislim, da bo najtežje najti toliko animatorjev, ker so vse vloge moške. Veš, vsako leto imamo pri dramski igrici isto težavo, da je več moških vlog, kot pa ženskih. Eno, mogoče pa kakšno moško vlogo rabila igrati kakšna animatorka. Ja, ali to, ali bom pa pisala tem, ki pišejo ta priročnik, da nam dajo še kakšni glavni ženski lik. Ja, bi bilo fajn. Anja, koliko si pa ti pridna? A ti lahko pomagam? Ja, lahko, evo, lahko vzameš svičnik, pa pomagaš, ker ta karton mora nastati stena cerkve. Ej, Anja, zakaj si ti sploh animatorka? Da, ker je to fajn. Ja, mislim, čisto vse pa ne more biti fajn. Pač, gre ti en teden počitenc, da ne rečem, koliko časa porabiš za vso to sceno, pa vse ostale priprave, ker imate za animatorji. Zakaj bi darovala en teden svojega časa za neko delo, ki sploh ni plačano? Ja, dela je res velik, ampak mi animatorji smo med sabo kot res ena velika družina in se zelo dobro razumemo med sabo. Pa res uživamo v tem, da lahko otrokom približamo Boga. Mene to res napolni, pa čeprav sem res na koncu utrujena in čisto brez glasu. Pa se mi zdi, da mi oratorij da veliko za življenje in to je veliko vredno kot kakršenkoli denar. Ja, me zanima, če je bil Lojzeta takšen. Joj, kako nas sramo od profesora, da nam je toliko drugačne naloge. Živijo, Cirila, bi morda izvod nove revije? Mi, mladi borci. Lojze, nisem vedel, da želiš prestopiti k vojakom. Ne, se jaz ne bi nikoli. Zdi se mi, da nasilje lahko rodi le novo nasilje. In tudi jaz ne smem poprijeti za orožje, ker s tem ne upoštevam svojih načel. In ne moram biti več član katoliške akcije. Kakšna revija pa je potem? To je to spet nekaj, v kar si včlanjen. Ne, to nima nič s tem. Čeprav tudi tja bi te povabil, to je tista katoliška akcija. Tole je drugače revija Marijine kongregacije. Takšni prijema, da znaš tako je tako preveč. Kaj pa vidva, bi mogoče zanimalo vaju? Lojze, eno svet, naš bi poskrb za svoje obveznosti v šoli, šele pol se ukvarja s svojimi krožki. Si pozabil, koliko naloge imamo? Ne, saj vem. Vem, koliko naloge imamo in sem jaz mislil narediti, tako da... Veš, Lojze, če se zdaj ne spravaš delati naloge, pol ti do začetka pouka ti je zihar ne bo uspel narediti. Jaz jo delam že lep čas, pa sem šele na polovici. Veš, jaz sem itak pametnejša od tebe. Kakor rečeš? A ti si itak toliko neumen, da se še skregati moram s tabo. Cirila, kaj pa, če bi mi pomagala z nalogo, ker res ne dojamem, kaj moram delati in ne zastopam nič. Kaj misliš, da bi ti jaz pomagala, če cele ure samo zabavaš in nič ne sodeluješ? Sam si kriv, da nič ne znaš. Kaj pa, če ti plačam inštrukcije? To bo 50 dinarjev. 50 dinarjev? A si ti nora? Saj sploh nimam tacga denarja. Potem pa nič, sam se zagovarjaj pri profesorju, zakaj nimaš naloge. Hej, Janez, če želiš, ti jaz pomagam. Veš, Lojze, najprej moraš narediti svojo nalogo, da lahko pomagaš drugim.
Vse sem že opravil, lej. Naredil si jo že, si komi začel. Ja. Kaj je Cirila? A ti gre v nos, da je Lojze enkrat hitreje rešil nalogo od tebe? In tudi prav je rešil. Lej, če želiš, ti rade voljo pomagam in ne bom nič zahteval v plačilo, ker vem kako je, če si reven in si ne moreš privoščiti takih stvari. Zakaj bi mi pa ti pomagal? Mislim, se mi nisi nič dolžen, pa tudi oba veva, kako rad se norčujem iz tebe. Poglej, takšne stvari me uči Jezus in zdi se mi, da lahko postanem boljši človek, če ti pomagam. Daj, usedi se Lojze tu na sredino, ker bi tudi jaz rad slišal tvojo razlago. No, okej. Poglejta, tukaj lahko pogledata moje stvari, ki sem jih že naredil. Če pogledamo primere iz table, vidimo, da so lahko glagoli v grščini kar zahtevni na začetku. Ampak, če sledimo že prvemu primeru, postanejo takoj že malo jasni. Ah, fante, jaz bi pogledal, tudi hodi profesor. Čudno je, da ga že toliko časa ni. Okej. Tako, mislim, da sem vam razložil vse, kar znam. A je sedaj kaj bolj jasno? Ja, 1000-krat bolj, hvala ti, Lojze. Se pridružujem Janezu. Izvoli, to jabolko ti dajem. Res nimam veliko, ampak ti dajem to, za v zahvalo. Super, hvala, tole pa rad vzamem. Bom še lažje zdržal do konca pouka. Fantje, bila sem pri ravnatelju in sporočil je, da je naš profesor zbolel, zato nam odpade zadnje ure. Ja! Temu se pa res modi, ej. Kdo bi mu zameril? No, sej tudi jaz bom šel, da ne bom slučajno zamudil v popoldanski sveti maši. No, se vidimo jutri. Dobar dan, Jezus. Spet sem tukaj. Rad bi se ti zahvalil, ker si mi danes pomagal v šoli, ko sem pomagal razložiti snov sošolcem, ki me je izzival. Rad bi, da mi še večkrat pomagaš, da bom s teboj postajal boljši človek. Hostja, ti lepa bela, v tebi Jezus Bog prebiva, mojim se očem prikriva. Tvoje skromno domovanje, moje je srce postalo, našlo je, kar je iskalo. O, sveta Evharistija, le kako bi živel brez tebe. Ti si sonce mojega življenja. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Lojze je pa zdaj čist drugačen človek. Kakšna razlika od njegove mladosti? Ja, ampak to pa res. Odkar se je Lojze odločil, da si želi, da bo svoje življenje žrtvoval za druge, tako kot Jezus, je začel postajati bolj svetniški. To, kar da bi se okrog njega naselil nek mir. To si pa dobro povedala. Zato sem tudi jaz zelo rada animatorka, ker darujem svoj čas za druge. In me to res nekako umiri, pa čeprav smo zelo živahni na oratoriju. Se mi zdi, da tudi nekaj drugega začne rasti v tebi, ko veš, da se prostovoljno daruješ za druge. Veš kaj, tudi jaz bi to rada doživela. A misliš, da je kakšna možnost, da bi jaz pomagala letos na vašem oratoriju?
Ja, mislim, pomoč vedno pride prav. Pa tudi mislim, da bo naša vodilca Ana zelo vesela za pomoč. Jo bom kar poklicala. Tako rabim vprašati, kaj bomo uporabili en dan v igrici na mesto hostije. Pa kako to misliš na mesto hostije? Ja, iz cerkve ravno ne moramo vzeti hostije, ker so posvečene. Halo? Ja, živijo, Ana. Super, da si se oglasila. Veš, imam samo eno vprašanje zate, če imaš čas. Ravno sem tukaj s svojo sestrično Tino in tudi ona bi rada pomagala pri našem moratoriju. Ok, super, ji bom rekla. Pa še to me zanima. A bi lahko ti vprašala gospoda župnika, da bi on naročil malo več hostije iz samostana tam, kjer jo pečejo, ker bi za en dan v igrici potrebovali neposvečeno hostijo? Ok, hvala ti. Se vidimo. Čau. Ej, sam nisem vedela, da hostije pečejo v samostanu in da so pred mašo neposvečene. Anja, zakaj si pa ti tako žalostna? Ne vem, berem te novice po svetu in so sami ropi, vojne ali pa smrti. Jaz res ne razumem, kako se lahko to še vedno dogaja, pa čeprav pravimo, da živimo v razvitem svetu. No, veš kaj, dejva raj spremeni temu pogovora. Mene bolj zanima, kaj je Lojze danes zaživel v zgodbi. A bi prebrala? Lahko, ja. Ok. Časi, v katerih je živel Lojze, niso bili lahki. V svetu se je začela uveljavljati nova ideologija, ki... Ej, sorry, ker te prekinjam sam. Kaj pomeni ideologija? Je že v redu. Veš, to je neka miselnost, ki se v bistvu razvije med ljudmi in kasneje tudi na celotno družbo. Ampak niso vse ideologije dobre, ker tudi nekateri vključujejo preganjanje drugače mislečih ljudi. Ok, mislim, da razumem. Se pravi, to se je dogajalo v Lojzovih časih. Ja, ampak te časi so bili pa precej težki. Zato, ker so ljudje zaradi te ideologije verjeli, da Bog ne obstaja in da sta vera in cerkev slabi, ter da jo je potrebno uničiti. Tudi duhovniki so bili preganjani in ubiti. Ampak Lojze, ki je bil zelo pobožen, pa se svoji veri ni hotel odreči. Živijo. Ej, Lojze, kam pa ti odhajaš? Domov grem za praznike. A si ti nor? A hočeš umreti ali kaj? Kaj pa je narobe? Ja, pa saj veš, da je v teh časih zelo nevarno, ne moreš kar potovati iz mesta v mesto. Partizani bi te lahko imeli za vohuna. V redu je. Nisem del te vojne in nikoli ne bom poprijel za orožje. Saj mi doveva, da želiš to bitko bojevati na intelektualnem bojišču. Saj verjameš, da nasilje povzroča le novo nasilje. Ampak ostali vojaki pa tega ne vejo. Pač, za praznike hočem biti z mamo. Že tako nismo veliko časa skupaj. Pa ti je ravnatelj dovolil oditi? Ja, poglej. Tukaj sem dobil dovolilnico, da se lahko gibam zunaj Ljubljane. Tako imam vse potrebne dokumente, da lahko grem. No, potem pa srečno, Lojze. Pa se vidimo po novem letu. Tudi vama. Lepe praznike vama in vaše družine. Ja, srečno. Srečno, Lojze. Veš, Janez, nekam slab občutek imam. Tudi jaz, Vincenci, tudi jaz. Božič sem praznoval pri prijatelju v Strugah. Zdaj na novega leta dan pa se odpravljam domov k mami. Vmes se bom ustavil še v Stični, ker bi rad opravil sveto spoved in šel k svetemu obhojilu. Sonce mojega življenja. Rad bi opravil sveto spoved. Seveda, mladi fant, kar začniva v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Nazadnje sem bil pri spovedi pred 14 dnevi.
Imam stalnega spovednika, v katerim hodim vsake 2 tedna. O, to je zelo pohvalno. Kar nadaljuj s tem. V zadnjem času se je zgodilo veliko stvari. Zelo me je pretresla smrt našega profesorja in tudi smrti 2 mojih prijateljev nisem mogel verjeti. Skrbi me, da če bi se kaj takega zgodilo meni, ne bi mogel zdržati. Razumem, negotovi časi so, še posebno za tiste, ki želijo ostati zvesti Kristusu. Mislim, moj duh je zelo močan, ampak telo je zelo slabotno. Ja, razumem. Poglej. Lojze je v Stični prejel zakrament svete spovedi. Bil pri maši ter prejel sveto obtajilo. Nato je Lojze vstopil na vlak v Ivančni Gorici in se z njim peljal do Trebnjega. Od tam naprej je bila proga prekinjena, zato je začel pesačiti proti domu. Kako sem vesel, da sem lahko opravil še sveto spoved. Zmeraj, ko jo opravim, se počutim tako mirno, pa ni važno, kako nemiren je svet okoli mene. Spodaj je drevo, mrtvo in golo, zadnji list z njega zdaj leti na tla, vrača se v zemljo, pa se mi zazdi, kmalu za menoj, morda še nocoj, šel boš tudi ti. Kar slutim, da nekaj prihaja. Kaj pa ti tukaj počneš sam v taki pozni uri na Vikanci? Domov se odpravljam, mami, za praznike. Malo naprej od Tržiča živi. To pa še dolga pot. Lahko te jaz peljem na vozu. Gremo v isto smer. To bi bilo super. Bog vam povrni, gospod. Zdaj pa bodi tiho in daj ti polno vojakov. V redu. Stoj! Kdo se sprehaja tako pozno po Mirni? Morda kakšen vohun? Ali sovražni obveščevalec? Smo slišali, da bo tukaj prišel en, ki ima skrivno pismo sovražnikovih vojakov. Ti, ki sediš gor na vozu, takoj dol! Samo 2 preprosta človeka sta. Tiho, ti si navaden kmet. Raje pojdi, preden še tebe preiščemo. Pojdite, gospod, bom že zdržal. Sumljiv si. Ne poznamo te. Kdo si? Lojze Grozdesin, gospod. Rojen sem 27. maja 1923 v Vodalah. Da vidim, kaj imaš tukaj notri. Mašniški molitvenik in Marijina ena knjiga Marijine Matere Božje. Poglej, list papirja, prepustnica, le pomembni ljudje lahko to dobijo. Ali pa izdajalci. Ne, prisežem, to sem dobil samo zato, da lahko grem k mami. Prisežem, res. Sumljiv si. Nisi prvi, ki je ta večer poskušal s tako prepustnico prečkati naše ozemlje. Ja, vonega smo žili. Ej, ne izdaja naše skrivnosti potencialnim izdajalcom. Jaz nisem del te vojne, prisežem. Nisem del nobene politične stranke. Ne poznamo te.
Zato nam predstavljaš grožno. Morali te bomo prijeti in podrobneje sprašati. Zdaj pa iz grla boš že vse povedal. Kdo si? Kje je seznam s sovražnikom? Komu ga rabiš nesti? Ne, prosim. Ne, prosim, prisežem, da nisem del te vojne, prosim vas. Ojoj, tega ne morem več gledati. Kako ga mučijo? To sploh ni mučenje. To je zverinsko življenje. Nočem biti del tega. Prosim, pustite me. Sveta Euharistija, reši me, prosim. Ti si moje sonce in moje življenje. Jezus, pomagaj mi. Ne boš tukaj zdaj pesni ali pesnice. Grejo globje v gost. Strašne zablode današnjih dni. Ljudje kot slepci težko hodijo, brez ciljev, cest v nejasnost blodijo. Zavrgli prave, ravne so poti. Zavrgli sonce, to luč vseh luči. Vse luči, ki jih njemu vodijo, obsodili so in se sodijo. In lastna sodba jih v propast dravi. Jaz pa bom stopil v sredo naših dni, potegnil jim obvezo raz oči, pokazal prave, ravne in poti, ki peljajo do vira vseh luči. Zato ploniki bodo, vem, na mene, a vendar me zato ljubezen žene. Ubili so ga, čeprav je bil nedolžen. Ja, to so bili res težki časi. Veliko sovraštva pa zavedenosti v našem narodu. Bogi Lojze, čeprav se mogoče sliši neverjetno, jaz verjamem, da je v moči, ki je črpal iz Jezusa na križu, lahko odpustil svojim ubijalcem. Tudi jaz pomislim. Zato moramo tudi mi posnemati Lojza to zgled. Si, pejva, no. Oddajno, še kar mi nisi povedala, kam greva. Najprej so se s kolesi pelale do železniške postaje in pol so se pelale z vlakom in zdaj sva kle, v eni mejhni vasici sred ničesar. Pa a ti sploh veš, kam midve greva? Pa dobro, no, pa se veš, da presenečenje ni presenečenje, če enkrat veš, kam greva. Malo se zdrž, no. Ja, včeraj si mi povedala, da so Lojzeta ubili. In kaj je bilo pol, kdo ga je našel, pa kako so zvedeli starši pa sošolci? Ok. Vse lepo po vrsti. Zdaj so prispeli, a mogoče že veš, kje sva? Mirna, o moj bog. Anja, a sva dejansko v kraju, kjer je bil Lojze? Ja, to je ta kraj. Šli bomo pogledati ta kraj, kjer se najde Lojzeta. Pejte. Veš, tukaj
so našli njegovo truplo, ker so spomladi otroci nabirali zvončke. Sam to je mogel biti pa kar grozen. Eni majhni otroci so šli nabirati zvončke, pa so pa najdli mrtvega človeka. Ja, mislim, saj jaz si zaradi strahu ne bi upala več zbajte ven. Veste, v naših časih smo bili otroci kar vajeni na takšne najdbe. Večkrat se je zgodilo, da je kdo čez noč izginil in potem smo pogosto našli njihova trupla v gozdu. Joj, se upravičujeva, nisva vas želeli motiti. Ah, nikakor. Saj vsak dan tukaj pridem in prosim svojega prijatelja za pomoč. A ste vi od tukaj bliž? A ste mogoče poznali Lojzeta Grozleta? Kaj mi bi želeli izvedeti več o njemu? Spominjam se, kot da bi bilo včeraj. Veste, zvončke smo nabirali. Naš prijatelj je bil tisti, ki ga je prvi našel. Pritekel je do nas in nam pokazal njegovo truplo. V živo se spominjam, koliko zvončkov je raslo okoli njegovega trupla. Bilo je, kot da bi zvončki kazali pot do njega. Ko ste prej rekli, da prosite prijatelja za pomoč, a ste mislili Lojzeta? Vidve sta pa res brihtni deklini. Ja, vsak dan pridem sem, tukaj molim in zdi se mi, da tako vsak dan bolje spoznavam Lojzeta. Verjamem, da je v nebesih in da nam lahko izprosi številne milosti, tudi čudeže. A res? A čudeži se še dogajajo? Jaz sem mislila, da je čudeže delo samo Jezus, ko je živel na zemlji. Oh, seveda se čudeži dogajajo, le nehali smo prositi zanje. Veste, če poznate koga, ki je v nebesih, imate pri njim veze. Naprimer, da dobite neko težko nalogo, ki ne znate rešiti. Komu greste po pomoč? K mami ali pa k sestri, ki je tako ful pametna. Ali pa jaz vprašam prijateljco, ki snov razumem. Torej, greste k nekomu, ki ga dobro poznate. Zato je tako pomembno, da dobro poznamo svetnike. Svetniki so tudi naši prijatelji in bolj kot jih poznamo, lažje jih prosimo za pomoč. Svetniki so v nebesih in lahko pri Bogu dodatno prosijo za nas. Zato le čim bolj spoznavajte Lojzeta in prepričana sem, da vam bo pomagal. Saj verjetno veste, da je zelo rad pomagal svojim prijateljem in sošolcem. Ja, to pa že ve o njem. In hvala vam za odlično idejo. Tako ali tako se odpravimo na Zaplas, pa ga bo tam še kaj prosili. Kaj pa je Zaplas? Ja, boš videla. Peva. Dej, počakaj me. Ej, hvala za pogovor, pa nasvidenje. Ja, nasvidenje, pa varno kolesarite. Pa dej, Anja, no lej kaki klanci, no. Dej, že pol ure so brez vode, sonce na polno žge. Jo, prosti, no. Če bi vedela, kakšni klanci so, tudi sama ne bi šla sem. Ja, točen tako. Ali pa bi vse vzela več vode s sabo. Ja, če pa to hočeš vodo, pa tega Lojzeta pros. Ja, se on jo pa zih prej zih tukaj ti. Blaženi Lojze, res smo že malo tešni, ker kolesariva v ta klanec brez vode. Res bi bili hvaležni, če bi nama lahko postal malo vode, da bi živi prišli do Zaplaza. Veš, Tina, mislim, da to ne deluje tako, ker... O, dekleti, vidve ste pa videti malo znatrani. Bi mogoče malo vode? Imam tudi sok. O ja, hvala lepa. Hvala. Ha! Si videla? Hvala ti, Lojze. Oprosti, Lojze, ker sem dvomila v tvojo priprošnjo. Hvala. Tako, zdaj pa s polno paro naprej. Ej, kako to, da je Lojze pokopan v cerkvi? Ja, najprej je bil pokopan na pokopališču v Šentrupertu, potem pa so ga leta 2011, ko je bil razglašen za blaženega, njegove ostanke preselili sem, v to prečudovito cerkev na Zaplazu, ki pa je tudi glavno romarsko središče na Dolenjskem.
bom tudi jaz prosila za Lojzeta. Ok, daj ti prosi, jaz grem pa pržgati eno svečko. Pozdravljam, Lojze. Hvala, ker si naju vodil sem. Veš, rada bi ti povedala, kako te zelo občudujem. In si moj vzornik. Tudi jaz bi ravnala rada, tako kot si ti. Veš, rada bi odpustila moji nekdanji sošolki in moji prijateljici, ki je izgubila moje zaupanje. Prosim, pomagaj mi, da bo tudi jaz odpustila tako kot ti. 100 000 sveč, od deklica neznana, naj dobri Bog natrositi na pot. Njegova roka, čuvajte povsod, da boš vsa bela, pela mu hozana. Pridi sem. A ne čudiš, kakšen mir je v zraku? Kakor da bi bil Lojze z nama. Zdaj grem se jaz eno svečko prižgat. Blaženi Lojze Grozde, vem, da si bil ti zelo priden in dober v šoli, jaz pa imam kar neke učne težave. Saj ne vem, če je to prav, da te prosim za tako pomoč, ampak bi mi res prav prišla. Oj, z Bogom še se vidiva, če ne pa prej nad zvezdami. Nikdar ne bodi žalostna, za večnost smo ustvarjeni. A si ti, ne pridi. Greva, pot je dolga za nazaj, da ne bo prepozni. A čutiš to toplino? Kakor da bi bil Lojze še vedno živ. Ja, seveda je živ. V nebesih. Veliko nas ima še za naučiti. Tako nas mlade in kot tudi nas slovenski narod. Kdaj ga greva spet obiskat? Upam, da kmalu, ko mi čaka? Ja, jaz tudi. Še se vidimo. Po novih poteh šel bom v nove dni, srca in duše Bog bo le vladar. Šla moja pot bo pred njegov oltar. Ne najdem smeri, se strah prebudi. Svetniški tvoj zgled mi je